V Lendavi se vsako leto ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavstva zvrstijo dogodki, ki opominjajo na pomen spoštovanja človekovega dostojanstva, strpnosti in miru ter spominjajo na tragične zgodbe preteklosti. Tako so se na judovskem pokopališču v Dolgi vasi pri Lendavi z zavezanostjo in spoštovanjem poklonili spominu na žrtve holokavstva s polaganjem venca. Državni in diplomatski predstavniki, predstavniki lokalne skupnosti, judovskih skupnosti in organizacij, kulturnih ustanov ter narodnih skupnosti. Spominske slovesnosti se je udeležil podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije Danijel Krivec, ki je ob tem poudaril, da se ob dnevu spomina na žrtve holokavstva spominjamo dogodkov, ki se nikoli ne bi smeli zgoditi. Predvsem je pa to sporočilo, da se take stvari nikoli več ne zgodijo in ne dogajajo. Čeprav imamo veliko situacij v svetu, ko so zadeve podobne, ampak s tem spominjanjem dajemo signal in pobudo predvsem mladi generaciji, da se take zadeve na svetu in pri nas ne smejo nikoli več zgoditi. Za občino Lendava je ta dogodek pomemben, saj spomin na žrtve holokavstva krepi zavedanje o preteklosti ter spodbuja medkulturno razumevanje v lokalni skupnosti. Za nas v občini Lendava in tisti, ki zasedamo pomembne funkcije, mora biti po dolžnosti, vendar tudi po drugi plati moramo biti sočutni z tistimi, ki so leta 1944 bili deportirani našega mesta in dejansko za naše mesto je še posebej boleče, ker od tistega časa dejansko judovske skupnosti več ni. Zato je ta spomin na holokaust, mednarodni dan, za Lendavo še posebej tragičen in posebej čuten, zato tudi imamo te dogodke, vezano tudi še druge. Imamo tudi spomine na ljudi, ki so na glavni ulici bili oziroma stanovali, bili gospodarstveniki ali kako drugo dejavnost so imeli, tlakovce spomina. To smo mi tukaj začeli prvi, s katerimi tudi na nek način želimo kot to dediščino oziroma njihov duh ohraniti v našem mestu, kar je pomembno, da se za mlade in mlade generacije, ki se tega ne zavedajo, kakšne grozote so se zgodile. Dobesedno našo celotno judovsko skupnost so iz Lendave deportirali in nažalost niso se vrnili. In spomin na tega, oziroma te dogodke, smo tudi te tlakovce spomina postavili. Ta simbolno dejanje je pa dejanje, ki ga moramo narediti, saj še enkrat je zelo boleč za naš kraj, za naše mesto. Saj v naši skupnosti so tistega časa bili zelo cenjeni. Imeli so močno gospodarstvo, močno obrtništvo in vseh na družbenem življenju so bili v naši skupnosti zelo cenjeni ljudje in so v tistem obdobju naredili veliko koristnega za naš kraj. Župan Madžar je pri tem poudaril pomembnost ohranitve zgodovinskih objektov, kot sta lendavska in mariborska judovska sinagoga, ki sta ohranjeni in kjer potekajo kulturne prireditve ter spominske slovesnosti. In tudi danes imamo neke objekte, tu je judovska sinagoga, druga v državi, prva je mariborska in lendavska, ki so ohranjene, kjer seveda na nek način spostavljamo, ker pač ni obredov, ni skupnosti, kulturne in spominske slovesnosti oziroma spominske prireditve ali pa tudi druge razstave in služi kot kulturni spomenik na čase, ko so v našem mestu kot skupnost živeli, delovali. Madžar se je na koncu zahvalil vsem državnim in diplomatskim predstavnikom judovskih skupnosti in organizacij, predstavnikom kulturnih ustanov ter predstavnikom narodnih skupnosti. Hkrati je poudaril, da se dogodki, kot je ta, nikoli več ne smejo ponoviti. Zahvaljujem se podpredsedniku Državnega zbora, častnemu konzulu Izraela, generalni konzulki, potem predsedniku Lendavske madžarske skupnosti in tudi direktorju Galerije Muzej, ki ima v upravljanju našo sinagogo, da pridejo
vsako leto in se poklonimo skupaj tem ljudem in bom rekel, ta spomin v Lendavi naj nikoli ne bo pozabljen, naj bo vedno ohranjen in tudi opomin za naslednje generacije. Vidimo v bližnji okolici pač gre oziroma divja bratomorna vojna. Še bolj pozorni pa morajo biti tisti, ki na nek način zasedajo pomembne funkcije, da v svojih izjavah ne izključujejo, da ne govorijo take stvari, ki bi lahko ljudi podžgale za take, bom rekel, posledično grozne stvari. Želim si, da resno več tega v naših krajih ne bi bilo.